Le redkim novinarkam in novinarjem lahko rečemo institucija, v najboljšem pomenu te besede. Ranka Evelja zagotovo sodi mednje. Kot novinarka, urednica in kolumnistka pri časopisu Dnevnik je neumorna kronistka časa, v katerem živimo, pri čemer njeni pogledi pogosto šežejo dlje in preko. Tudi tja, kjer odkriva afere in škandale, žal povezane tudi z uporabo in zlorabo znanosti. Sociološkega vidika so zanimive predvsem njene poglobljene in kritične analize slovenskega šolskega sistema in delovanja Rimokatoliške cerkve. Šola in cerkev sta rdeča nit njenega novinarskega dela in hkrati trn v peti številnim, ki jim njeno razkrivanje resnice ni povšeči. Še posebej je bila tarča napadov kot predsednica novinarskega častnega razsodišča, a, kot je zapisala sama, neetično novinarstvo je humus za korupcijo, za šovinizem, rasizem, seksizem, kršenje človekovih pravic, za vsakovrstne nedemokratične stranpoti. Novinarstvo lahko svojo vlogo psa čuvaja demokracijo upravlja le, če ohrani avtonomijo do centrov moči. Kako visoko ceno zahteva tovrstna avtonomija, je v svojem novinarskem poklicu večkrat izkusila tudi na svoji koži. Ranka Evelja pri svojem pisanju izhaja iz celostnega razumevanja problematike, ki jo obravnava, pri čemer ji ni tuja sociološka perspektiva v analize tematik, o katerih poroča. V njenih besedilih ni praznih peg in tudi ni neodgovorjenih vprašanj, če se ji sogovornik izmika, na to jasno opozori. Njena sposobnost jasnega prikaza zapletenih družbenih vprašanj brez nepotrebnega poenostavljanja je navdihujoča, prav tako kot je v njenih odličnih kolumnah navdihujoče njeno vodenje skozi miselni tok. Tudi če se ne strinjamo z njenimi zaključki, je branje njenih besedil, predvsem kolumn, vedno bralski užitek. Zaradi vsega naštetega ji Slovensko sociološko društvo podeljuje nagrado za uveljavljanje sociološke misli v praksi.